Ali pričeska vpliva na to, kolikšno napitnino bo dobila natakarica? Ali psi res živijo dlje, če spijo z nami v postelji? Zagotovo ste na družbenih omrežjih že naleteli na takšne ali pa podobne domnevne raziskave. Ali pa ste zaradi lastnega občutka podvomili v kakšne podatke, recimo, da je inflacija manj kot 3% ali povprečna plača več kot 2,5 €. Pa vendarle ta podatka držita, ju je pa treba pravilno razumeti. Dan danes je bolj kot kadarkoli prej, ravno zaradi obilja podatkov, izjemno pomembno, da znamo kritično razmišljati in razumeti podatke, ki so nam na voljo. Zato pa je nujna statistična pismenost. Kaj to sploh je za 24 ur Fokus preverjala Teja Šentjurc. Dobar dan, pozdravljeni. Dobar dan, pozdravljeni. Kako ste? Primerjavi s čim? To je statistično vprašanje, veste. Primerjavi s čim? Kako je bilo včeraj, kako je bilo jutri, ampak sem pa odličen. Tako statistik profesor dr. Andrej Blejec že pred samim pogovorom o statistiki pojasni, da je slednja ves čas in povsod okoli nas, tudi ko gre za klopi v parku, na primer. Vse na soncu so bile prazne, v senci pa vse zasedene, zato ker so ljudje očitno na soncu že sedeli in so videli, da je tam vroče. Se pravi, na podlagi prejšnjih izkušenj se odločamo, kaj bomo delali naprej. In to je bistvo statistike. Zato pa potrebujemo kakovostne podatke, ki jih moramo tudi znati uporabljati oziroma pravilno razumeti. Živa. Živa. Vidim nov avto. Ja, hibrid je. A bejš. Pa je ful malo porab, tako 4 litre na 100 km. 4 litre. To ni skoraj nič, ne? Ampak kaj nam to sploh pove? 4,8 litra na 100 km. Solidno manj, ne? Ampak v tiste kilometre, ki sem jih prevozil, so šteti tudi kilometri, ki sem jih vozil na elektriko. Te pa niso šteti v količinah goriva. In se tega skoraj da ne zavedamo. Vzamemo podatek in je to to. To je eden od kazalnikov, ki ga bo potrebno popraviti, pravi profesor Blejec. Treba bo en drug kazalnik narediti, ki bo poenotil kilovatne ure, pa litre benzina in bo to na nek način združil. Pri elektriki in plinu so zato uvedli kilovatne ure. Včasih se je plin meril v kubičnih metrih. Tule bo ravno tako treba narediti. Nek skupen kazalec, verjetno je pa najbolj fajn, koliko porabim za to, da se vozim 100 km. Okay, y'all. So, just an update. We just got done with our... Na družbenih omrežjih se že skoraj 2 leti širi trend primerjanja, kakšne napitnine dobijo natakarice, ko imajo različne frizure. Znanstvene oziroma statistične presoje to ne zdrži, pojasnjuje predsednica statističnega društva doktorica Vanja Ida Erčul. Tukaj recimo je bilo ogromno enih dejavnikov, ki so vplivali na to, koliko je ona dobila napitnine, ampak je dejansko potem sklepala, kot da je njena frizura tista, ki je bila odločilnega pomena. In ne na primer to, da je imela prav to frizuro v soboto, ko je dejansko največ prometa. V vsakodnevnem življenju je pogosto najbolj problematično, da nam ni jasno, kaj je vzrok in posledica. Primer, kandidatura za županjo. In ona je rekla, Vanja, jaz mislim, da bom dobila. Sem rekla, ja, kako, a ne, kako pa to pač veš, ne? Ja, z vsakim, ki sem se pogovarjala, bo mene volil. In te se rekla, kaj pa z unimi, ki se nisi, a ne, pogovarjala, kako bojo pa oni volila, ne? In tudi ni bila izvoljena. Šlo je za njeno napačno percepcijo. Ali pa sklepamo posredno. Na primer, če, a ne, pes spi v vaši posteli, bo dlje časa živel. In to je zdaj spet nek vzrok, posledica, ko so ga skupaj dali. Nič pa ne povedo o tem, da v posteljah večinoma spijo manjši psi, ki imajo daljšo življenjsko dobo. Pravzaprav ne poznajo, ne vedo, koliko dobra je neka raziskava. Ključno je, da imamo neko distanco do tega, kar slišimo in da vemo, da niso vsi viri kredibilni, da lahko pravzaprav že vsakdo naredi svojo raziskavo. En primer je tudi ravno tega kozmetične kreme. 80% žensk trdi, da neka krema zgledi gube in je sploh super. Potem pa greš ti zdrobni ti zgledat, rabiš pač lupo sicer in vidiš, da je pač v tej raziskavi sodelovalo 8 žensk. Pojave je treba najprej spoznati, jih opisati, dobiti izkušnje in potem lahko sklepamo, kaj bo vnaprej.
Recimo, veste, koliko so kurdli veliki? Kdo? Kurdli. Vi še veste nekaj kurdl, kaj šele, da bi vedeli, koliko je velik. Ker ga še nikoli niste srečali. Ko boste srečali 100 kurdlov, boste vedeli, koliko so veliki. Ne? Kordli seveda ne obstajajo, nam pa lepo prikažejo statistično razmišljanje. Plačo so mi dvignili za 10 postov. A ne, za 10 post. Ja. Imaš ti povprečno plačo ali kako imaš? Nimam še povprečne, ne. Poglej, koliko je povprečna plača. V Sloveniji, to me pa res zanima. Noro. Ja, pa sem pa fest spodi. Trenutno je povprečna bruto plača v Sloveniji dobrih 2500 evrov, neto pa slabih 1600. To je pač konstrukt vse plače, pa zračunate, pa dobite neko vrednost, ki jo skoraj gotovo nihče v Sloveniji nima. Ne? Je pa blizu. Ne? Tudi če imamo drugačen občutek, podatki ne lažejo. In tem podatkom moramo absolutno zaupati. Če nehamo zaupati uradnim podatkom, potem ne vemo več, kje smo, potem ne vemo, kako bomo šli naprej. Ne? Na statističnem uradu že 81 let zbirajo razne podatke. Dobar dan, gospod Bajželj. Dobar dan, me veseli. Tudi mene. Vi veste vse o nas? Skoraj vse, čisto vsega pa ne. Glede na število klikov na njihovi spletni strani so najbolj popularni podatki tisti o imenih. Koliko je soimenjakov njegovih v Sloveniji, naprimer, katera imena so se šele v zadnjem času začela pojavljati, pa katera zdaj izginjajo. Tudi sama sem preverila. Slovenk z imenom Teja je 1677, med ženskimi imeni je Teja na 149. mestu. Žensk z imenom in priimkom Teja Šentjurc pa je manj kot 5. Največ Slovenk in Slovencev je na primer rojenih v znamenju raka, največ pa jih rojstni dan praznuje 1. januarja. Ker v preteklosti, ko je še veliko žensk rojevalo doma, so za tiste, ki so se rodili v zadnjih dnevih iztekajočega leta, so potem prijavili rojstvo na 1. januar. Odkar se rojstva beležijo v porodnišnicah, ta anomalija počasi izginja, kot tudi izginja zbiranje nekaterih podatkov, ki enostavno niso več relevantni. Od tega, koliko se predela mezge iz sliv za domačo uporabo, potem tega, koliko se je premoga prepeljalo s konjskimi vpregami, pa naprimer to, koliko koles imajo slovenski poštarji. Ti otrok tvoj gre v šolo? Ja, sploh ne govorim. Prvi razred. Smo mogli se kupiti, koliko to stane. Že zvezek je 2 evra zdaj. 2 evra. Čak, se ne vem, je to velika je malo. Včasih je bil, ne vem, koliko je bil, 60 leta, ne vem. Vem pa, da smo cenili vsak zvezek, vsak svinčnik. Ni bilo, veš, ni bilo. Če je bila v lanskem šolskem letu povprečna cena zvezka €70 in navadnega svinčnika slab evro, je bila v šolskem letu 1961-62 nekaj nižja. Zvezek je povprečno stal slabih 90 centov, svinčnik pa manj kot pol evra. V šolskem letu 90-91 pa je zvezek stal dobrih 70 centov, svinčnik pa celo malce več, 73 centov. Ampak kako to sploh izračunajo? Ja, pri tem upoštevamo pretvorbo v drugo valuto, ampak ne samo to, še inflacijo, vse od takrat, ker za inflacijo imamo res dolgo časovno serijo, tako da lahko praktično od leta 50 naprej preračunamo, koliko pa bi bila zdaj ta cena. Statistični urad si lahko predstavljamo kot tovarno, ki ustvarja javno dostopno bazo, kjer je zdaj že več kot milijarda podatkov. Samo lani so za to uporabili 200 različnih podatkovnih zbirk, ki jih upravlja 84 različnih inštitucij. To je samo en del tega zbiranja. Drug velik del zbiranja je pa še vedno anketiranje, ki ga pa izvajamo ali terensko, ali prek spleta, ali pa po telefonu. Pa gremo pogledati. To delate pravzaprav nenehno. Ja, praktično. Ves čas se izvajajo različne raziskovanja. Dobar dan, pozdravljeni. Kličem statističnega urada, raziskovanja mnenja potrošnikov. Podatke, ki jih redno zbirajo, določajo zakoni in programi. Izvajajo pa tudi podatkovna raziskovanja, ki izhajajo iz aktualnih družbenih potreb. Statistika že od nekdaj mora odražati aktualno stanje slovenske družbe. I don't think I want to stay in Slovenia all my life. Life is probably better outside of this small country.
To je izsek iz zmagovalnega videa Evropskih statističnih iger leta 2023, ki sta ga pripravila in posnela dijaka gimnazije Franca Miklošiča, Ljutomer, Nela Copot in Blaž Kolman. So snemali v tem parku, pa potem na enih njivah v Rakičanu, pa ena scena je bila v Murski Soboti. Najprej sta upravljala naloge na šolski ravni tekmovanja, ko so se že samim brskanjem po podatkih veliko naučili, pravi Nela Copot. Bilo pa je predvsem zabavno. Pa koliko kvadratov toaletnega papirja porabi oseba v Sloveniji letno? Mislim, da je odgovor tam nekje 18 000. Meni je to bil pač takrat v tistem času, mi je bilo pač smešno. Na državni ravni so morali narediti raziskovalno nalogo na temo izobraževanja. Sva midva vzela problematiko, ki sva jo dejansko takrat imela, ker sva bila 4. letnik srednje šole, kam na faks. Kakšna odločitev je statistično gledano najbolj perspektivna, najbolj smiselna? In rezultat? IKT, torej informacijsko-komunikacijske tehnologije. Dejansko sta se oba tudi odločila za tovrsten študij. Na evropski ravni pa so morali posneti video na temo blaginje. Did you know that 78.4% of Slovenians feel safe walking alone at night? This puts us in first place in comparison to other European countries. Izkazalo se je, da se jima splača ostati v Sloveniji in z minimalnimi sredstvi sta premagala vso evropsko konkurenco. Imela sva telefone, pa kupila sva za 15 € kravatni mikrofon. To je bilo vse, kar sva imela. No, zdaj pa pogledajte kava. €80. To je Čisto noro, ja. prejšnjih $500. Pa kaj to? Mislim, še lansko let je bila €1. Ja, no, vse to. Pa pravijo, da je inflacija, kaj, 2% ali kako. To si kar nekaj izmišljuje. Samo kava je že toliko dražja, skoraj enkrat dražja. Tako da to sam naklade. Ja, itak, ja. Ljudje smo razumljivo precej občutljivi na podatke o gospodarski rasti, plačah in višanju cen. Tudi pri inflaciji vemo, da vsak podražitve zaznava na svoj način, mi pa seveda merimo povprečje vsega tega, kar se dogaja na področju cen. Tako da subjektivno zaznavanje zna biti kdaj precej drugačno. Podatki so racionalni, ljudje pa delujemo s čustvi. In to dvoje ne sovpada vedno. Ti boš hitreje slišal nekaj, nek podatek, ki je pravzaprav tebi blizu, ker že tako razmišljaš. Tega boš hitreje ponotranil in tako naprej. Raziskave o osebni varnosti Fakultete za varnostne vede kažejo, da so žrtve kriminala v manjši meri ženske in starejši, pravi doktorica Erčul. Ampak ravno te dve skupini se najbolj bojita, da bi postali pač žrtve kriminala. Torej, ravno čustva so tukaj še vedno prisotna. Zakaj? Zato, ker so posledice hujše, nekega takega kaznivega dejanja, če se njim zgodi, in tudi, ker imajo občutek, da nimajo to kontrole nad dogajanjem, da bi se lahko branili. In zato ne moremo enostavno ljudem reči, saj statistika kaže, da se nekaj ne bo zgodilo, zato te ne more biti strah, recimo letalskih nesreč. Kaj je res, kako bi rekla, problem pri statistiki? Da nič ne pove za tebe, nič ne pove, kaj boš ti. Statistika ni matematika. Statistika je način razmišljanja, ki ga imamo vsi. Zaradi učinkovitosti je to matematizirano, ampak ljudi pač dejansko to odbija. In že otroci razvijajo statistično razmišljanje brez vsake matematike. Preden ugotovijo, kaj je krava, kaj je konj. Pa morate pokazati 200 krav pa 200 konjev, potem počasi ugotovijo, da je tle neka razlika. Kritično mišljenje se lahko vzpostavi že skozi igro. Lego kocke, kjer jih je največ, katere barve je največ, da če oni to nekako pravilno zložijo, že to, če sortirajo in potem, če dajo v stolpce, vidijo, katere barve je največ. Dokler pa tega ne narediš, torej ne analiziraš podatkov, bomo rekli, pa ti lahko samo sklepaš iz tiste gmote. Gre zgolj za ugibanje in prav tega ugibanja je tudi pri odraslih zelo veliko. In tudi naša pričakovanja glede dopusta, na primer, so stvar statistike. A bo dopust fajn ali bo slab? Na podlagi prejšnjih izkušenj sklepate, kaj bo, to je napoved. In potem boste jesen pripovedovali
prijateljem, koliko je bilo fajn, nisem pričakovala. So tisti, ki rečemo temu statistično značilno boljše, kot smo pričakovali. Ljudje lahko vedno uporabijo ali predstavijo le del podatkov, tisti del, ki jim ustreza. Vendar pa je to vprašanje etike ljudi in ne statistike. Statistika je zgolj orodje. Tisti, ki se delegati, ampak lažete lahko načeloma, v vsakdanjem življenju samo tistim, ki nič ne vejo o stvari. So laži, te so velike laži in potem je statistika. Ne? Zakaj to pravijo? Ne? Zato, ker dejansko se statistiko res lahko zlorablja, ne? Če ni pravilno uporabljena. In zato moramo biti statistično pismeni. Z gotovostjo pa lahko rečemo, da v Sloveniji živimo dobro, tudi če včasih čutimo drugače. To je pravilo 80-20. Mi si želimo tistih 20%, ki ga nimamo in pozabimo na tistih 80% stvari, ki jih pa imamo. In je tako, iščemo tistih 20%, pa nezadovoljni smo zaradi tistih 20%, ampak če bi imeli tistih 20%, potem ne bi imeli teh 80%. Tako, greva. Ni treba več jamrati, ali ne? Ma ja, mislim, da nam gre čisto v redu. Vse nam je lepo. Lepo nam gre, samo ne traja.